Univerza v Ljubljani si že vrsto let prizadeva, da bi omogočala enakovreden in kakovosten študij tudi študentom s posebnimi potrebami. Največ dela so opravili na področju odpravljanja arhitektonskih ovir. Nekaj pozitivnih premikov pa je bilo doseženih tudi za gluhe in naglušne študente. Za gluhe in naglušne je letos pripravljena oziroma načrtovana konkretna akcija in to je nakup 2 oziroma 3 naglušnih zank, neke vrste, ki bodo seveda mobilne in bodo potem prenosljive glede na članice, katera bo to seveda potrebovala, tako da jaz mislim, da to je konkreten preskok, če rečem tako, z nekimi dejanji in seveda to želimo nadgraditi po potrebi. Sicer pa na ljubljanski univerzi že od leta 2007 deluje tudi Komisija za študente s posebnimi potrebami Univerze v Ljubljani, ki bo v naslednjem študijskem letu dobila denarni sklad. Denar iz sklada pa bo razporejala glede na konkretne potrebe posameznih fakultet, na katerih študirajo študenti s statusom študenta s posebnimi potrebami. Tako bodo lahko iz sklada kupili še kakšno mobilno indukcijsko zanko ali pa FM sistem, če bi se izkazala potreba. Po vpisu mora študent vložiti še prošnjo za prilagoditve in tam tudi natančno navesti, katere prilagoditve bo uveljavljal oziroma katere prilagoditve na podlagi dokazil lahko uveljavlja. V lanskem študijskem letu je prošnjo za prilagoditve študija v vseh 26 članicah Univerze v Ljubljani vložilo 400 študentov. Seveda je študentov s posebnimi potrebami na Univerzi v Ljubljani bistveno več in v prihodnosti pričakujejo, da bo število še naraslo. Poleg Komisije za študente s posebnimi potrebami smo se odločili, da bi imeli tudi osebo statusom nekega svetovalca, svetovalke, ki bi pokrivala potrebe oziroma vprašanja s področja študentov s posebnimi potrebami za vse članice. Vlogo svetovalke bo od naslednjega študijskega leta opravljala doktorica Milena Košak-Babuder. Njeno poslanstvo ne bo reševanje posameznih težav študentov. Te morajo ti reševati na fakulteti, kjer študirajo. Na Komisijo za študente s posebnimi potrebami pa se obrnejo le v primeru, ko svojih problemov tam ne morejo rešiti. Drugi del dogodka je bil namenjen predstavitvi možnosti vključevanja študentov s posebnimi potrebami na trg dela. Študent s posebnimi potrebami se lahko poveže direktno z nami v Raciju, lahko se poveže z nami tudi preko kariernega centra, preko fakultete, preko invalidske organizacije, naprimer Društva gluhih in naglušnih. V Raciju skupaj z diplomanti s posebnimi potrebami in s pomočjo projektov Zavoda za zaposlovanje razvijajo ideje in načrte ter jih vključujejo v različne projekte, ki kasneje lahko vodijo v zaposlitev. Tako se je podporno zaposlila tudi Maja Kuzma. Zbranim študentom je predstavila, kako se je odvijala njena zaposlitvena pot, še zlasti potem, ko je pustila sicer dobro službo v podjetju Krka, ki pa je ni osrečevala. Kemijsko tehnologijo je obesila na klin, saj ima od letošnjega januarja svoj espe in se ukvarja predvsem z motiviranjem in podporo za življenjsko uspešnost. Ampak, ki pa prikazujemo
Študenti s posebnimi potrebami so izvedeli tudi, kako in kje se vključiti v različne rehabilitacijske programe, kako si urediti status invalida in kako do podporne zaposlitve, s katero, na primer, gluhi pridobijo pravico do 30 brezplačnih ur tolmača na mesec.